Pri otrocih zdravimo s presaditvijo krvotvornih matičnih celic bolezni, ki so v principu podobne, kot so bolezni pri odraslih, pri čemer je pa delež teh bolezni različen. Večina bolnikov, ki jih presadimo, so bolniki z različnimi oblikami levkemije in to predvsem levkemije, ki se je ponovila po primarnem zdravljenju. Nekaj otrok je zdravljenih zaradi drugih oblik raka, ki so bolj ali manj tipično otroške oblike raka in med njimi izstopajo predvsem bolniki z visoko malignim nevroblastomom. Je pa v otroški populaciji še en pomemben delež bolnikov, to pa niso bolniki z rakavimi boleznimi, ampak so bolniki z prirojenimi motnjami pomanjkljivosti imunskega sistema in pa en manjši delež bolnikov predstavlja tudi bolniki z prirojenimi motnjami v presnovi. Te zadnji dve obliki bolnikov oziroma vrsti bolezni sta predvsem pediatrični bolezni in odrasli s temi nimajo toliko pravka. Zdaj, po naših izkušnjah je do momenta, ko nismo našli darovalca, prišlo pravzaprav zelo redko. Je pa res, da najprej iščemo znotraj bolnikovih družinskih članov, predvsem sorojencev. Če tukaj ne najdemo dajalca, gremo potem gledati v registre prostovoljnih dajalcev in se potem, glede na to, kakšnega dajalca dobimo, kriteriji, kakšnega dajalca bomo izbrali, nižajo. Za večino, moram reči, za veliko večino otrok, ki smo jih pri nas transplantirali, oziroma pri katerih je bilo treba napraviti presaditev, smo dajalca našli. Ampak seveda je tako, da iskanje teh dajalcev po tujih registrih lahko izjemno zamudno in izgubimo zelo veliko časa, kar pa tudi potem vpliva na končni izhod presaditve. Če je dajalec v domačem registru, je dostopnost do takega dajalca bistveno hitrejša, kar je ena od pomembnih prednosti tega, da bi imeli v registru dovolj dajalcev, da bi pokrili potrebe po transplantaciji iz slovenskih registrov. Za pridobivanje teh celic imamo dva postopka. En postopek je tak, da iz kosti, v kateri je krvotvorni matični kostni mozeg, posrkamo kostni mozeg, ki ga potem presadimo bolniku. Ta poseg je napravljen v splošni anesteziji, se pravi, darovalec takrat spi. Se pa ta postopek v zadnjem času zelo nadomešča z zbiranjem perifernih matičnih krvotvornih celic, kjer pa dajalec ni uspavan, ker je poseg sam po sebi neboleč. Dajalcu speljemo iz ene vene kri v aparat, ki krvotvorne matične celice zbira in potem to kri po drugem kanalu v drugo veno vrnemo nazaj. Postopek traja približno 3 ure in v tem času je pravzaprav postopek popolnoma neboleč in v bistvu dajalec dobi vrnjeno vso kri, ki je šla iz njegovega telesa v aparatu, v sorterju ostanejo samo celice, ki jih želimo, to so krvotvorne matične celice. Če smo ustrezen dajalec nekomu, ki te celice potrebuje za to, da se bo zdravil bolezni, ki je sicer nemogoče ozdraviti, je verjetno izjemno bogata izkušnja in izjemno plemenito dejanje, ki nas bo bogatilo do konca naših dni.